Danes gostim tukaj Braneta Mozetiča. Lepo pozdravljen. Hvala lepo. Najprej te bom predstavila. Brane Mozetič je rojen leta 1958, je slovenski pesnik, pisatelj, urednik zbirke Alep in zbirke Lambda, ki prevajalec iz francoščine. Tukaj imamo tudi prevod Janega Čovna, slavitega pesnika Ljuboja. Znan je predvsem kot avtor homoerotične literature, njegov opus obsega 15 pesniških zbirk, knjigo kratkih zgodb, 3 romane in 6 otroških slikanic. Brane je uredil 4 antologije LGBT literature in več predstavitev sodobne slovenske literature. V tujini je šlo več kot 50 prevodov njegovih knjig. Samo pesniška zbirka Banalije je prevedena v 12 tujih jezikov, s čimer pa spada med najbolj prevajane sodobne slovenske avtorje. Organizira ali koordinira tudi prevajalske delavnice, branje slovenskih avtorjev v tujini, manjši literarni in glasbeni festival Živa književnost, ljubljanski LGBT filmski festival in tako dalje. Njegova zbirka Nedokončane skice neke revolucije, ki je tukaj tudi na pogled, pa je bila finalistka za nagrado Lambda za pevsko poezijo leta 2018. Brane Mozetič, najprej mogoče začniva s prevajanjem Rimboja. Kako si se lotil tega prevoda in na to pisane spremne besede, v kateri sicer praviš nekako, da ni popolna, če te delno citiram, meni pa se zdi, da je zelo lucidna in tehtna. Mogoče zelo boljše reči, nekateri učbeniki, ki predstavljajo Rimboja, tam nekaj tretjemi gimnazije. Ja. Po moje sem se jaz v Rimboja zaljubil zato, ker smo ga obravnavali v srednji šoli in to so bila 70 leta. In takrat tudi ni bilo nobena skrivnost, da je bil on v, bomo rekli, erotičnem ali ljubezenskem razmerju z Verlenom. In seveda je bil to prvi, bom rekel, prva osebnost, ali pa osebnost, za katero sem jaz vedel, da je bil homoseksualec, kar sem pri sebi čutil. Nisem pa imel, nisem nobenega poznal, seveda ne. In takrat smo v šoli v bistvu obravnavali kar nekaj tovrstnih, bomo rekli, avtorjev ali del. In se spomnim, da v srednji šoli druga stvar, kaj je bil seveda Tomas Mann, Smrt v Benetkah. Mislim, da je bilo še takrat kot obvezni del šole, ne? In seveda to je mene takrat zelo prevzelo in takrat sem tudi začel hoditi v kino in mislim, da je bil ravno takrat tudi ta film od Viscontija. Zakaj sem pa začel prevajati? Sem pa začel pravzaprav iz neke trve. Mogoče večino stvari v življenju delam iz trve. Namreč pri francoščini v gimnaziji sem bil kar slab in sem bil v 3. letniku popravni izpit. In potem sem ta popravni izpit iz francoščine naredil in potem sem postal toliko trmast, da sem že v 4. letniku gimnazije šel in začel prevajati Rimboja. Seveda sem se ugotovil, da pač nisem še nič preveden, že ima zelo mali pa prevedenega. In potem sem bil še bolj trmast in sem za maturo za izbirni predmet izbral francoščino seveda. In ko sem potem prilezel v bistvu na faks, na primerjalno književnost, sem jaz imel že kar nekaj pesmi prevedenih, mislim, da sem začel s tem v prozi, tudi tega toliko časa nazaj, kaj je svet, ampak skratka, v vsakem primeru se mi zdi, da sem bil toliko podjeten, ne vem, od kje sem to jemal, da sem v bistvu že tedaj kontaktiral Janeza Menarda,
ki je bil velik sodobnosti, če bi oni objavljali moje prevode Ramboja in potem so jih tudi objavili. In v bistvu... Potem je pa šlo naprej, kako je šlo to naprej, bi zdaj težko, kako sem jaz prišel v vezo za Westenbergerjem, ki je bil urednik na Mladini. Ne vem čisto dobro, ali sem najprej nekako prišel zraven pesniškega almanaha. Takrat je bilo, to je bilo nekaj vse istočasno, ko so potem izdali na Mladini pesniški almanah mladi, ker niso mogli izdati toliko pesniških zbirk mladih, kot je do danes mogoče, ne? In so nas pol vseh 12, ali koliko nas je stlačilo eno knjigo. No in potem je pri mladijski knjigi, ne vem, ali je to 82 mogoče, išel ta almanah. Hkrati sem pa že izberel nekako se podmenil za prevajanje, za v bistvu izbrana dela in za prevajanje, ker je najtežji takrat za me zaprav pesmi, ki se rimajo, te zgodnejše pesmi. Kaj je tudi zelo vplivalo pa tudi na moje pisanje, jaz sem takrat pisal zelo tudi precej rimane poezije, ampak take igljive. Škoda, da nisem prinesel kaj sabo, tiste od prve, ti tudi nimaš verjetno tam na kupčku. Ja, ne, imam kasnejše. No, tam je bilo precej te igljive poezije, ki je bila rimana, ni bila pa tako simpelna. Zaradi tega, ker če mogoče zdaj iz prevajanja greva na tvojo prozo, fascinantno se mi zdi, kako zelo iskreno, v bistvu ne poveličuješ ljubezni, če tudi v bistvu gre za gejovsko ljubezen, ker se treba na nek način boriti za pravico do gejovske ljubezni. Tu pa v bistvu pa na nek neposred način, recimo in v Angelih govoriš o zelo destruktivnih odnosih, došečih odnosih. Zdi se mi, da je pogosto krat protagonist ujet v neko zvezo, ki je totalno uničujoča, tako fizično, psihično. Uničujoča. Fizično, ne? Ker ta motiv strtih src, ne? To združevanje, tako postajajo vsaka ljubezen skoraj zmeri uničujoče, ne? Seksualno. To je zelo tako povezano. Ja, da je težko, ne vem. Tu je rekla, mogoče je slovenska poezija včasih preveč hoče biti fina, preveč želi popredati, kot ene stvari in jih olepšati. Ti pa v bistvu ne siliš. Jaz se zelo trudno v bistvu ne lepšati zadeve. Tudi večkrat napišem, da se spet pišem prelepo, a jaz se trudim čim manj lepo pisati. Ne vem pa, koliko je to mogoče, kaj je spet. Ker tvoj protagonist je recimo v samem odnosu, recimo v knjigi Angeli zelo analitičen, premišljen. Zdi se mi, da je na nek način park, prostor nekega srečevanja ali pa recimo stremišče, železniške postaje so začetki nekih zvez, ampak v bistvu pogostokrat gre za analizo tega, za pogled nazaj, kaj se dogaja s protagonistom in tistim, ki ga protagonist ljubi. Težko bi rekel, kaj se je dogajalo tudi avtorju, ki je to pisal, ki je to dolg nazaj. V vsakem primeru je vsa moja poezija zelo autobiografska. Za vsemi temi liki so neke realne osebe, seveda to niso iste, ne? Pač realna oseba. Kaj te like žene težko povedati v bistvu, ne? Mislim, jaz samo nekako povzamem, kaj like žene, pa mene žene, pa druge žene, ker na nek način, mislim, še do danes ne vem, kaj koga žene, pravzaprav zavis. Težko, mislim, meni so ljudje vedno bolj nerazumljivi.
Tako da, tu se mogoče še trudil nekako razumeti, kaj koga žele. Danes si to več ne trudim, ampak samo opisuje, kako žele, če ga žele. Je pa res, da bi privlačil temnejše plati, no, to pa zagotovo, ker je vedno nekako bolj silim proti bolečini ali pa me, ne vem odkje, to je pa stvar že kakšnega psihoanalitika in tako naprej. Mogoče najpomembnejše pri meni to, da prvič, z otroštva sem preživljal pri stari mami na deželi, bomo rekli, brez avtoritarne moške osebe. To je mene verjetno zelo odločil, ker mislim, da potem nikoli v bistvu nisem nobene avtoritarnega obnašanja prinesel in tudi danes takoj dobim pike, če začutim neko tako obnašanje. Zaradi tega sem imel seveda potem vedno probleme tudi v razmerih. Jaz sem bil dolgo časa v razmerju z žensko in sva vedela, glavni problem je bil to, kakor danes lahko vidim, to igranje ženskih in moških vlog. Meni je šlo to žlo na živce in jaz sem hotel to, nisem mogel igrati moške vloge, šla mi je na živce, ker v bistvu nisem imel nikoli vzora te moške vloge. Tako da nisem nikoli sprejemal. In podobne probleme sem imel potem v razmerih z osebami istega spola, ker je vedno prihajalo do teh vprašanj, borb, ki so se dogajali na nivoju avtoritete, podrejanja, moči. To meni se zgoduje. Važno je pa tudi to, da sem živel v enem takem, da so me zaznamovala mogoče 70 leta, ki so bila dokaj svobodna. Seksualno svobodna, drugače svobodna, da sem odraščal v okolju, ki je bilo bolj ateistično kot ne, tako da nimam nad sabo nobene peze, neke religije, česar koli, se pravi, nimam peze patriarhata, ne religije, ne kaj smo česa še vse, tako da mogoče mi je bilo zato malo lažje, ali pa sem nekako, če danes gledam, bolj na lažji način v bistvu vstopal v svet, kaj pa je svet, jaz sem vse že v srednji šoli se nekako razkril, da sem zaljubljen v sošolca, pa zato se svet ni podaril, pa nobeden me ni tekel, pa nobeden me ni zmeril. To so bili drugi časi. Ja, o tem sem sicer mislila govoriti kasneje, ampak bomo mogoče kar tukaj začela s tem, zakaj so lahko bili drugačni časi. Bila je svoboda, recimo tudi Suzana. Zakaj je recimo, tukaj vam smo recimo leta 2021, danes to teže? Zakaj je recimo to, da se nekdo mora ali skrivati, ali ko se razkrije to zdaj zopet cela inštitucija, vse analize, zakaj za to, ne? Zakaj je to težje? Pa tudi v bistvu bojijo se nekaj, vseh teh, ne vem, ravno včeraj je po nekaj na semaforu napisano anti-LGBT, ker mene se poziva sredi Maribora. Je treba je videti, da konec 60-ih let, mislim, to je vsa ta zgodovina, po eni strani je treba razumeti, da je evropska zgodovina po drugi vojni je bila zgodovina svetle prihodnosti. Treba je obnoviti, izgraditi Evropo in tako naprej. In cela Evropa je šla v to smer, neke svetlobe. Na zahodu pač je bila malo drugačna svetloba, na vzhodu so pa obljubljali socializem, ampak vse je šlo nekam optimistično naprej. Potem se je zgodil seveda kapitalizem in potrošniška družba in
nekako osvajalne vojne in tako naprej. In ta reakcija, se pravi vlasti mladine, študentov, študentska gibanja, hipijevsko gibanje, zauzemanje za mir, ljubezen, to je vse seksualna revolucija. Seksualna revolucija je vključevala v bistvu tudi, bomo rekli, spolno svobodo po eni strani. O tem sicer niso govorili, ampak je bilo to dokaj evidentno. Če ti gledaš Hladnikovo maškerado iz leta 1970, imaš vse tam na platnu. In to tukaj se je snemalo. Mislim, dovoljeno je bilo snemati. Niso uničeni potem, so cenzurirali, ni bilo uničeno. Tudi Hladnik je tako dobil potem spet državni denar za nov film. Niso ga dali pod ključ njega. Tako da po eni strani je bila en drug duh. Problem je pa potem nastal, mogoče še najbolj, vsaj to je, ne samo moja, dosti teh teorij, v 80-ih letih z pojavom AIDS-a. AIDS se kaže zgodovinsko kot neka zapora, ki je ustavila vse to brbodanje, a ne seksualnosti, in svet obrnila nazaj. Se pravi, k tradiciji, k zvestobi, k družini, potem pa k religiji, vse to, kar čutimo danes. Od takrat, recimo, seveda AIDS je po eni strani to pomagal homoseksualcem, ker se je potem začela več o njih govoriti, potem so jih seveda sprejemali v svoje gledanja, boljane in umirajoče, ampak dejansko je pa AIDS nekako pomenil ta preobrat, ustavuje, rekel se je to Šiba Božja za Petrsko prospeto, Bog je kaznoval jih, tako naprej, zdaj je treba živeti tradicionalno življenje, kar so se kasneje naučili tudi v regulaciji in začeli razmišljati o svojem življenju po vzoru heteronormativnega sveta z porokami. To je zdaj zelo nakratko. Ja, v bistvu tudi zelo logične posledice, kako se to zdaj razložil. Zdi se mi, da ravno v zbirki potem nedokončane skice neke revolucije se obregneš ravno religijo, recimo prihod papeža, ravno ta dvojnost, ki je začela potem Slovenija živeti po osamosvojitvi. Če zdaj gledava to svobodo 70-80 let, pa potem ta obrat nazaj k nekemu, na primer, varnemu okolju. Na primer, nekemu varnemu okolju, v nedokončanih skicah neke revolucije. Govoriš ravno o tem, kako se Slovenija zdaj želi zopet spremeniti in nazaj k tradiciji. To recimo na hecen način napišeš, kako je Slovenija pričakala papeža, kako se tvoja druščina opirala proti tem normativom, si ustvariti družino, postati na nek način japi, sužen sistema, ki je začel nastajati v času tranzicije. Ja, v bistvu te spremembe so na nek način bile vse velike, kar čutimo danes. Se v bistvu ni čutimo samo posledice, kar se je dogajalo 30 let. Prvi strani vse treba vedeti, da ustanavljanje nove države bo bilo povezano z nacionalizmom. Ideja nacionalizma ali pa naroda, ne vem kaj, je vse nekaj, kar je že davno pase, to je stvar 19. stoletja. Potem država, ki se je rodila v bistvu preko krvi, je vprašanje, če lahko drugačno. Mi moramo se gledati mogoče tudi z druge strani včasih. Mogoče tudi z te strani, da neki interesi, peščice,
so na nek način povzročili ali pa spodbudili v bistvu neke vojne in na tisoče smrti. Ne moramo se delati tako, da zdaj pa Slovenija tako zelo nedolžna in želela se nekako odcepiti oziroma izpod ne vem katerega jarma, o katerem zdaj zlasti mlajše generacije govorijo, ki nimajo nobene izkušnje tistih časov. To ni čisto tako. Verjetno bo potrebno še 50 let, da bo nekdo pač analiziral to dogajanje, ampak dejansko je tako, da kar se tiče slovenskega društva, mogoče pa režima je bil najbolj liberalen v drugi polovici 80-ih in v začetku 90-ih let. V drugi polovici 80-ih se pravi prejšnji režim, ki je puščal skoraj da vse, samo da bi se vdržal, in pa novi režim, ki je spet še puščal skoraj da vse, zato da bi se vzpostavil. Potem pa so se začeli, v 94 se je že začelo, se pravi, se da je Ljubljani desnica bila na vladi, takrat smo imeli že prvo preprečitev obletnice, 10. obletnice Markovs festivala in take stvari. Potem pa papežev prehod, šli 96 in tako dalje. Bi prebral vse nekaj pesmi iz... A mogoče papežev prehod? Ja, mogoče. Ker v bistvu Maribor tudi prišel, če se ne motim. Maj 1996, papežev prihod v Ljubljano, zgodovinski dogodek za Podgane in Svete Klinice, militantni aktivisti, kakršni smo tedaj bili, smo natisnili plakate za Roza kljub pozdravlja prihod Svetega očeta. Na njem je bila velika rumena limona. Natisnili smo še drug plakat za prihod pomladi. V plakaterski službi se to ni snilo nič sportnega. A ker so plakati viseli pred dnem prihoda, se je oblast pripravila. Ko smo hoteli z njimi in s transparenti mahati povorki, nas policija ni pustila do Titove ceste, tam pri podvozu. To je bila njihova demokracija. A vendar smo se zabavali. Tako spretno smo jih potegnili za nos. Vljali deželi, ki se je sklanjala do tale. Potem smo pisali do jutra. Veceji so bili stalno zasvetili. Slišalo se je stokanje. Nikoli tako nasladno, kakor tedaj. Nekako zelo potem sem prej razlagal močno. Ko sem bil majhen, so enkrat na teden na oknu segli vodo. Zlili so jo črda na sredini kuhinje in dodali mrzlo. In potem še mene, da so me umili. Ko so me brisali, je isto vodo uporabil moj bratranec. Ta se je umil sam in ni zlizel črda. Bil je precej starejši in velik. Zato sem zelo kmalu vedel za študentske demonstracije. Povedali so mi, da je to nevarno, da je treba ostati doma, se izogibati revoluciji. In ko sem bil dovolj star, ni bilo nobenih revolucij. Le kakšne bedne povorke. Zato sem v samoti začel izrisovati skice Petrova. Niso bile jasne. Težko bi bilo razumel. Začel sem se upirati primitivnosti okoli sebe. Zdi se, da so v istem čebru mešali tudi krvavo maso za krvavice. Poklicali so mesarja, ki je opravil ves umazan posel. Verjetno od tu moji prebliski krvoločnosti. Le na trenutke, ko se mi zazdi, da se da še kaj počistiti. Z vodo
ali s krvjo, ali s besedami. Hvala. Še kakšno mogoče da bilo? Kaj se z temi revolucijami? V bistvu, že samim naslovom napoveduje to, da ne smejo biti nikoli končane in da gre samo za zasnutke. Ne vem, kaj je z revolucijami. Zdi se mi, da smo se trudili, da bi imeli take revolucije, pa da nekako te revolucije nekako niso uspele, zato so to nedokončane skice neke revolucije, ki ni uspela, pa je bila to mogoče seksualna revolucija, pa je bila mogoče to, če hočete, tudi socialistična revolucija. V bistvu, verjetno je v naravi revolucije, da nikoli ne uspe, oziroma da se potem vse prestavi spet nazaj v tradicijo, ker ljudje so ali pa smo nagnjeni k tradicionalizmu, da se stvari ne spremenjajo. Mi se bojimo v bistvu spremeniti, stalno. In vedno bodo ljudje težili tistemu, kar je bilo tako, ki je bilo včasih, da je trdno, da je znano, da ni nekaj tujega, nepoznanega. Ker v eni pesmi tudi rečeš, torej, če te citiram, v deželi, v kateri je povsem nesmiselno brati ljudem, ker samo čaka na pijačo in ker jih en drek briga. Torej, nonšalantno pravite s tem, kako vas potem nekdo napade, ko reče, sej tvoja poezija je pač v redu, ne, ampak zakaj pa pišem kejovsko literaturo? Ne, kot ali point vsega tega, ne? Ja, jaz sem tako začel, če sem prej poslušala to, od kje sem pač izhajal, mogoče bi mogel še to dodatno, da sem v sredi 70 živel eno leto v Parizu, se pravi v totalno drugem okolju, se pravi spoznal, prišel sem iz socializma v kapitalizem in iz kolektivizma v individualizem, se pravi spoznal sem dobre in slabe plati tudi tujega okolja tedajnega, predvsem pa sem se nekako jaz osvobodil, in ko sem jaz nazaj prišel, sem kar pisal, sem pripisal, kako imam rad fante. In to je verjetno tudi tako, šok, ne vem, ampak v bistvu to meni sploh nisem na to oziril. In zato je pač kar bruhalo iz mene, takrat sem bil pač še dolgo polne energije in je bruhalo iz mene in bil je pač slučaj, da je takrat prišla na sceno pač nova generacija, ki je začela izdajati knjige oziroma zbirko Alef, ki je začela urejati problemi literatura najprej, potem literatura, ki je bila pri tribuni, da bi jaki prihodili tribune. In takrat so bili te, sprav druga polovica 80-ih, ko se je vse dovoljevalo, ko je bila društva željna, v bistvu vseh teh drugih, drugačnih, novih stvari, novih pogledov. In jaz sem padel še to svobodo francosko, ravno v ta čas, kot na načelu. Jaz sem takrat takoj hodil v bistvu objaviti, v bistvu sem takrat nekako še deloval za to problem literatura, in sem objavil prevode sodobnih francoskih pesnikov pa noter. Potem sem takoj jim predlagal, da bi pa mogoče naredili en izvor sodobne gejovske, erotične poezije v literaturi. In takrat je bil urednik Jani Mir in je rekel, to pa ne, Jani Mir, ki zelo se vrtila, je že takrat. Istočasno je bil pa takrat urednik, ker so se menjali, Alefa Andrej Blatnik, je rekel, pa nared za knjigo, ne? In takrat se je zgodba začela in sem v bistvu začel delati tisto prvo, to je Gledrovci stekla Musti. In še prej v bistvu pri Alefu izstal tole knjigo Zaklinjanja, ki je bil en tak res izbruh. Ker torej ti projekti, ti prevodi evropske
homoerotične in gejevske in lezbične poezije, je potem 4 antologije, si uredil. Potem še brez besednih vsebin in moram spet priti. So v bistvu naredili na res tak velik prevajalski zalogaj. Kako si v tistem času našel kvalitetne avtorice, kvalitetne avtorje in ste res potem naredili takšne krasne, res tudi sabo nimam sicer antologije, ker so v bistvu zelo reprezentativne, ne? Ja, kljub temu, da se pravi, v 80-ih nismo imeli mobilnega pa interneta, po nekem, ne vem kako, v bistvu so se jaz takrat v tistem enem letu, pa potem so še veliko par let še hodil kar naprej v Pariz. To so na študentske spopolnjevanje. To so šel na študentske spopolnjevanje. To so šel prav študirati za magisterij, takrat si delal to rekel, danes bi rekel doktorata, pa bi mogel tam več časa ostati in seveda zato bi mogel bistveno več denarja in pač to bi mogoče in potem sem prišel nazaj. Kakorkoli, takrat sem že vzpostavil vse mogoče vezi, ker sem se prodajal, mislim, zanimala me zadovna francoska poezija in vsi so bili zelo navdušeni, da se bo njihovega prevajalo. Obenem pa sem se že povezal z nekako, bom rekel, z lezbičnimi in gejevskimi pesniki in pesnicami v Evropi in prozaisti, ker tedaj so oni tudi malo bolj povezani. Obstaja neko združenje LGBT avtorjev, evropsko, ki ni obstajalo prav dolgo, mogoče ravno na 5 let, in jaz sem padel ravno v to obdobje, ko je to obstajalo. In sem nekako prišel, imeli so 3 festivale. Prvi je bil v Londonu, na drugega sem bil potem že povabljen iz Jugoslavije, to je bil čudež, tudi za njih. In je bil v Rotterdamu, mislim, da je leta 1988, to je bilo veččasno, mislim, enkratna izkušnja, mislim, imel tam v srednji kulturnem centru Rotterdama, branje literature, poezije, ki je trajalo do 5 zjutraj, ko se je skozi brale, ko je ogromno ljudi, ki so to poslušali, kot so brali debate, neverjetno mislim. No in potem je naslednje srečanje pa, mislim, pa leta 90, ali 91 v Parizu. Potem je pa sta zamrla, ampak bilo je ravno dovolj, da sem jaz postavil veliko kontaktov in da sem nabral veliko energije, da sem zalal v Orlando in potem pač začel izstajati knjige, najprej seveda bolj prevodne, včasih šlo na začetku, zato ker pač za vsako knjigo je treba dobiti državno subvencijo, na začetku je to čisto mogoče, tako da do leta 95 se vidi, da so šle komere 5 knjig, potem se je pa začel to malo boljše, zlasti pa z evropskimi razpisi in tako dalje, in tako dalje. Ja, ravno prejšnji teden so bili znani torej nominiranci oziroma nominiranke, en nominiranje za Jenkovo nagrado in zraven sta torej prisotni Nina Dragičević s knjigo To telo pokončno in Alja Adam s res izjemno krasno knjigo Privlačnosti. Mislim, da je naslov pravšli, tisti, ki še knjige niste brali, ker se res privlačno več, tako neliterarno teoretično se izrazim. Kaj je tisto, kar ogromno krat imate v celotnem opusu, vse, kar je zdaj šlo, Jenkove, Veronikine nominiranke ali nominirance, nekateri so tudi že bili pri literarni zdajčki, lani smo gostili Aljaža Kotrunikarja, Nino Dragičević, državni treteti, tudi potem Jenkova nagrajenko.
Kako je imeti občutek za dobro poezijo in jo potem izdati? Ja, jaz sem, poleg tega, da sem ustanovil zbirko Lambda in tukaj bolj kot ne spodbujal slovenske ustvarjalce in ustvarjalke, sem v bistvu nekako podedoval zbirko Aleph. Jaz rečem, da sem nekako prišel v zbirki Aleph, ko so bili tam pač še drugi, predvsem fantje, a ne slovenski dečki, ki so potem dobili vse dobre službe po raznih založbah in uredništvih in potem se pač niso smeli več ukvarjali in nekako jaz sem ostal sam in sem nekako nadaljeval tisto, kar so oni začeli, se pravi izdajanje poezije in tudi proze, tukaj prevodov, z posebnim poudarkom na mlajših, se pravi te, ki še vstopajo. Kaj pa je svet? Mislim, da je potem, ker slovenski trg se je nekako razparceliral, proza se je bolj skrbila pri letrini, tako da jaz sploh nisem več dobival kaj rokopisov, vedno več poezije, ker sem bil odprt, gej, bi lahko rekel tudi tako, da sem dobival več rokopisov pesnic, ne? Pesniki pa so vse bili malo zadržani, ker niso nekako želeli biti povezovani z mano morda, ne? Ker jih je bilo po eni strani spet mogoče strah, da pa, če bodo pa oni izdali pesniško zbirko pri Alephu, bo pa kdo mislil, da so oni tudi geji, ali kako že, a ne? To so zelo. To imam štori zgodili. Mislim, da smo tudi veliko potovali, oziroma sem jaz organiziral potovanja in potem so imeli velike probleme, kdo bo s kom v sobi, pa kdo bo kje sedel, pa kdo bo ne vem kaj. To ne moreš predstavljati, kakšne probleme imajo slovenski moški pesniki. Skratka, in je bilo tudi z pesnicami naše dela, še enostavno bilo je naše z njihove strani, z moje strani, in pač tako je, da večinoma rokopisov prihaja pač od pesnic, da pa izbiram se zelo zbirčen dobrinku, sem odkladno, ker tudi kar predvsem nekaj imena slovenske poezije, moram reči. Sem rekel, da je to bolj butična založba, kjer se trudim pač izbirati nekako. Veš, kako jaz z teh knjig pravzaprav nič ne služim svam, kar pač nič. Se pravi, moram imeti z njim vsaj veselje. Ne bom izdal nekaj, ker nimam veselja. Iskreno. Tako. Tako da, pojem izdaja pač, nimam nobene druge računice. Izdaj pač tist, ker mi je nekako blizu, ali pa kaj je blizu v moji poeziji, težko bi izdal nekaj, kar je poigravanje z jezikom, kar je nerazumljivo, kar je mogoče genialno, ampak meni totalno dolgocajtno in ne vidim tiskovstvo. Važno je izkustvo v poeziji. Včasih je važno tudi, čeprav se trudim, recimo, da z neznanimi, se pravi ljudi, ki jih ne poznam, nočem fizično srečati, predno preberem njihov rokopis, da ne bi tukaj preveč vplivali na moje odločitve. Pa tudi kasneje v bistvu se dosti izogivam raznim fizičnim kontaktom s svojimi ustvarjalkami, ustvarjalci, ker enostavno ne vem, jaz delujem preko knjig, preko besed. Ker potem človek preveč slavih stvari, lahko izve, ker pač vsak ima svoje dobre izglede tiko, ali se zapletejo kakšne nečemne posle in to potem človeka odvrne od izdajanja knjig. Če se vrniva k tvojemu pesniškemu ustvarjanju, prej sem še omenila knjigo Zaklinjanja, krasna pesniška zbirka.
Zdelo se mi je ves čas v zbirki, da se zaklinjaš z obema pomenoma, kot to upor in hkrati, da to rotiš, da je tvoj lirski subjekt še vedno to, kar želi biti. Ne? Ker se zapejo v zaklinjanje dva pomena, ne? Starinski izraz pa sodobnejši. Ja, res je veliko. Kar je zelo zanimivo, poslovati, to je res lahko zanimivo, ali pa tudi meno. Kljub temu, da sem izhajal iz ateističnega okolja, sem zelo veliko se igral z religioznim izrazjem. To je skozi. Roman Angel, Pasijon, proza, tudi zaklinjanja in potem tudi v samih besedilih. Tako da pri zaklinjanju gre v bistvu bolj eno tako šamansko zaklinjanje mogoče. Pa mogoče to je eno povezovanje v bistvu neke erotike, seksualnosti z nekim čudežnim, nekim, kaj pa vem, nekaj, kar te poslovati zelo osebno določa, bom rekel, in do ran in do krvi, in ki jo vedem te nekako pelje v neko omamno stanje. Jaz imam tega zelo veliko, da v eno ekstazo stopijo pač te osebe v tem erotičnem stiku. Imam en roman, ki je skozi v bistvu na meji ekstaze v svetu droge. Ne vem, kaj ti odgovorim, jaz ne sem videl. Zdi se mi zanimivo, ko govoriš o mamljenju, o teh svetovih, da na nek način pesniški jaz lebdi in je stano na meji, fizični, mentalni, da je subjekt vedno na nek način in fizični in duhovni meji, zlasti v nekih seksualnih odnosih, potem teh otujevanjih, te bolečine. Moji enaki so, tako kot je svet zelo materialen, so bili enaki tudi telesni. In telesno doživljajo v bistvu te omame. Težko bomo našli te v bistvu duhovnega, ali pa da bi jaz uporabil beseda zelo duša, ali pa kitajska. Vsi so zelo po svoje trdno zemeljski, po drugi strani pa zelo eterični. Ali pa se trudijo biti eterični, ali pa se poganjajo nekam. To je tako. Moje, recimo, ti skrajni seksualni obrisi so tisti, ko dva seksata pa en drugega v bistvu pri tebi davi, a ga ne zadavi, kako ne reč. Ja, recimo enostavno film, zdaj ne vem, naspomnim se naslova, ko nekdo zboli z rakom, protagonist pa se potem se svojim ljubimcem počasno žonglira, se tudi davi, da v bistvu to njim poslednji seks. Enostavno film, kjer je, mogoče to ve, kako se temu filmu reči, pozava se naslov. Ker ravno ve se tako, da sem se želel, ker gre za strast, ker gre na nek način. Mene je bolj določil, se pravi spet film moje mladosti, Carstvo čutil, če se ne moti. To je bil ljubovski film, kjer je cel film, v bistvu gre za neko strastno razmerje, ki se konča na ta način, da ženska, se pravi svojim ljubimcu, med spolnim aktom odreže falus. Ne poznaš tega filma? Japonskega filma. Klasika svetovne kinematografije. Mislim, da je naslov Carstvo čutil. Ker pa so delali še eno film, to me vedno moti, ki bo pa Kraljestvo čutov. Tako da
Ampak mislim, da je to carstvo čuti. A direkt ti poslušati? Ja, v Mariboru, v Budarni, ko sem gledal. Ker potem... Ušima je režiral. Ja. Napisal Ušima. To je bil tudi čas filma, ko je Pasolini delal film Salon. Ali 120 visok. Ja. Ker v bistvu tvoji junaki, ali zdaj govorimo o protagonistih v prozi, ali to razstaja v poeziji kot pesniških subjektih, na nek način je ta podoba telesa, podoba izločkov, motivi človeških izločkov, ali je to kri, urin, jih zelo nazorno v bistvu tudi prikažeš, kako v bistvu je danes podoba telesa, če greva zdaj z nekega plakata ali recimo neke potrošniške družbe, in potem v literaturi mislim, da Irena Novak-Popov tudi v bistvu analizira ene tvoje pesmi, kako v bistvu na destruktiven način prikažeš človeško telo, podobo telesa, preko motivov, preko delov telesa. Kaj pa bi, kaj ne da to reče? Že sem analizator svojih lastnih pesmi. Jaz ti lahko, mislim, da je to svoje zanimivo, koliko imam jaz pravzaprav v poeziji nekega nasilja, ali pa tega, čeprav sem sam zelo proti nasilju. Mislim, zelo občutljiv, mislim, da resno občutljiv. Ampak vse v literaturi imam tudi tega mešanja krvi in sperme, kar je pa povezano pravzaprav s tem obdobjem, ker moje seksualno prebujanje, grevstvo, je spet povezano istočasno z prebujanjem oziroma z širjenjem AIDS-a. To je bilo vse istočasno, to je bilo vse tam od 85 naprej. In ta AIDS je seveda povezoval, se pravi, eros in smrt, eros, tanatos, kri in sperma. To je bilo neposredno povezano. Jaz sem se tudi zelo zgodaj začel ukvarjati kot aktivist za AIDS-om. Jaz sem se že pred letom 1989 šel že na eno konferenco o AIDS-u na Dunaj, kjer sem bil recimo potem zgrožen, ko sem bil tam v eni ogromni sobi, kjer smo imeli to konferenco in nekaj ugotovil, da v tej sobi imajo vsi HIV in verjetno niti eden danes ne leči. Mislim, ko sem se direktno, ampak jaz sem bil res prvič bil bistveno mlajši, po drugi strani je pa tako osvobojen, da sem vse to v bistvu lahko sprejemal in pač predmetu in v bistvu povezoval in recimo moja zbirka kratke proze, Pasjon, je skozi kar naprej v bistvu neko prežemanje krvi, znoja, solz, sperme in tako naprej. In je še danes rečem, da dobre poezije brez krvi, znoja, sperme ni. Oziroma izločkov, telesnih izločkov. Bi prebral? Lahko pesmi, lahko prozo? Prože ne bom bral. Recimo objemni noviske. Ne, potem bi mogoče bral sanje v drugem jeziku, ki so sicer malo precej drugačni, čeprav bi lahko tudi najdel, ker bi mogoče najdel eno tako Plane skozi vrata in se mi prisesal na usta. V vsaki roki ima poln kozarec. Položi ju preko ramen,
Sili naprej, da se litersko pomika v kuhinjo. Tam jo zblagoslavno položi na mizo. Evo, prinesel sem nama koktajl, po katerem si boš želel samo še umreti. Branim se, zadržuje njegovo roko, ki mi približuje kozarec, pa vendar ne pazi, da se ne bi kaj pogibal. Spremeni taktiko. Kozarec pristavi k svojim ustom in vsebino na dušo izpije. Zdaj ga ne morem pustiti na cedini. Sedem, počasi primem drugi kozarec in pijem. Okus je obupen. Zasmeji se in me poljubi. Poklical bom taksi, ker sama ne bi nikoli našla. Ti pa se obleci, kliče, obogam ga. Že med vožnjo se mi začne vse obračati. Drugi avti se dvigajo in spuščajo, cesta se odira, ceste luči se majejo kot drevesne krošnje. Odložim je pred staro prodavitijo, a ko odrineva težka vrata in notri polno luči, polno teles, ki sunkovito poskakujejo v glasbi. Opotekam se, prime me za roko, vodi me naprej, jaz pa čutim le njegovo roko, iz katere prehaja vame strašna mehkobo. Noge so kumjaste, ne držijo me več. Objame me okoli pasu, ter posede na neko klop, kjer se razlezam kot pudlik. Sedi poleg, glavo ima v mojem naročju, počasi, strašno počasi me boža po razsetih obrazu. Vidim ga zelo daleč. Njegove roke so strahovito dolge. Vsako poro njegovih prstov čutim. Skloni se niže, slišim besede. To je ljubezen, kar čutiš. A ne vem, ali jih je izrekel on, ali so prišle iz zvočnikov. Okoli se prelivajo barve. Tudi njegov obraz odide, samo blazinice so še tu. Rahlo se tresem, a dolge roke me zibajo, megla se razgradi, vidim na desetine plešočih teles, vstane, začne plesati, vstane tudi on, odpleša malo stran, a kar naprej me gleda, bojim se, da utonem njegovem pogledu. Okoli mene se plesalci dvignejo kot pelesca, plesišče je prazno, sama se je ostala, vsi so zgoraj na galeriji in gledajo dol. Potegne me k sebi na leževa, čuti me kot blago, kot da je postelja, gola sva vsa mokra, stiskala se, usta se ne morejo ločiti, vsak milimeter njegove kože se odbija vame, nekaj govori, nekaj sprašuje, a mu ne morem odgovoriti, lovim zrak, nočem stran, samo dahnem, daj ga umreti. To je to. To je knjiga v bistvu nekak umetni san. Vse so, vsaki prizori so neke sanje, ene so situacijske, ene pa so povezane z ljudmi, ki so mi nekako prišli blizu in ki niso večni. Se pravi, najprej sem imel idejo, da bi imel knjigo Pesmi z mrtvimi, potem pa sem to nekako prelevil to, kar je nastalo, kar se ne pomeni, da ne bo daj v prihodnosti tudi kakšna knjiga z mrtvimi. Ja, te sanje so v bistvu pesmi, ki so izjemno žive. Govorijo o, recimo, Marjani državi, Tomažu Šalmu, tujih ustvarjalcev. In zdi se mi, lani so bile nagrajene z Lenkovo nagrado, da v njih je v bistvu čutiti to na nek način radost. Tega, da si jih poznal, da si bil z njimi v kontaktu, tudi če niso si prizori lepi, notri uporabiš besedo rajanje, kar se mi zdi v bistvu razkošje vsega tega doživljanja, če tudi so pač umetne sanje. Ampak, ja, prav to, ne, ta hvalica na nek način njim, ki si jih spoznal, ki si se z njimi družil. Ja, po eni strani je moj poklon njim, po
Po drugi strani pa v teh pesmih v zvezi s temi osebami je tukaj enih stvari, ki pa sem velikrat v bistvu ne vem čisto dobro, kdo ve za njih, ne, za te stvari. Pa kako prede to nekdo, ki teh ljudi sploh ne poznal, ali pa ni imel nekih podrobnosti v zvezi s temi ljudmi. To verjetno čisto drugače dojamejo, pač ali pa vedajo. Je pa zanimivo, mislim, mene je zelo presenetila ta Jenkova nagrada, namreč zaradi tega, ker knjiga je šla v začetku leta 19, nagrada je pa dobila oktobra 20. Se pravi, in v vsem tem času je bila komaj kaj knjižnih ocen, kaj še ne dobila nominirana za katerokoli drugo nagrado, tako da že to, da je bila nominirana, me je zelo presenetila, kdo je zdaj potegnil skoraj ne iz Vardalina, potem pa, ko je dobila nagrado, pa me to še bolj presenetila. Ja, pri Jenkov nagradi se mi časem zdi, da je ravno ta dveletni staž, v katerega je najbolj zbirka išla, pa potem, ko se je zbira, da včasih da ravno so presenečene nekateri izbori, ne? Dobro, letos mogoče ne. Pri Banaljah je bilo tako, da je pa nagrado dobila pred malo. Se pravi, v bistvu zelo hitro. Ne? Dobila pa nagrado čist iz enih takih banalnih razlogov, recimo, da je pač eni žirantki bila strašno všeč, ne? Potem v komisiji so bile same ženske, plus Dan Zajc, ki se je potem distanciral od vsega skupaj, ki je šokiran, in potem so te ženske nekako prevagale, pa mislim, da ena ni mogla, da se stati, skratka, so vrno razne banalni razlogi, da je ta knjiga dobila nagrado, ampak ne glede na to, ne, je potem le doživela toliko prevodov, ki bi jih tudi brez te nagrade, ker kaj pa komentam, to je v zadržniku, če reči, da je to dobila Jenkovo nagrado, to nič ne pomeni. Tako da, mislim, sem zelo vesel, ker mislim, ta knjiga je veliko kot celota, največkrat prevedena pesniška knjiga kakega živega slovenskega pesnika oziroma pesnice. Zelo zgovorno naslov je, Banalje, potem imaš podobno še Banalje, ne? Kjer na nek način tudi kritiziraš o vsem tem, kaj so že govorila danes o določenem sprenavedanju, potem homofobiji. Mi je pa zanimivo, da si pač iskren in tudi rečeš, pa saj sem tudi na nek način diskriminatoren, vem, da eni pesmi govoriš, da mali rasiste, pa očitke strani drugih, ne? Kar je tudi v bistvu pomembno, da je poezija na nek način iskrena, ker je zato tudi živa in v bistvu razgrne avtorja, ne? Ker recimo, kar sem zdaj zvedela o Zajcu, me je kar malo stisnjeno. Ja, tu sem se jaz v bistvu zelo sprostil, bom rekel. Če je recimo predvsem na Zagrinjanje izredno vplival Pariz, ki imam skozi Pariz, v bistvu je na Banalje zelo vplival moje komaj enomesečno bivanje, ampak zato dosti bolj intenzivno v New Yorku. In tle not je New Yorka ogromno. In če je v Pariz še bolj pesniški, je ta bolj prozaičen, kot je Amerika, sploh prozaična. In sem šel v to, da so to lahko tudi pesmi v prozi, če bi jih takač postavili, in potem je prišlo do nadaljevanja in so bili za eno trilogijo, Banalje, še Banalje in še, ki so vse nekako povezali, in potem se seveda zatem zelo lovil, kako se zdaj rešiti tega, zato pa šlo je mesta v Grevete, ki so kratki pesmi, krajše. Tu spet preigravanje v bistvu z izrazom, banalnosti. Banalnosti je bilo, mislim, tako malo grda beseda, banalje pa nekako lepša, nekako spevnejša. Jaz bi naradi tudi zelo spevne besede, zelo velikrat uporabljam besedo recimo za bojstvo postelj.
ali pa še nekaj takih posebnosti. No? Pa tudi jezik, recimo, ne, ni samo knjižni, je tudi recimo prozičestvo, pesniško. Ja, ta je dokaj. Dost bolj, recimo, ta je dost bolj pesniška, ne? Sam je. Veliko bolj izgledala. Dost bolj prožna. Ampak to sem razumela kot na nek način tudi v bistvu že sam naslov in potem pa vsakdanjost, to je pa stanje, potem pa posvečenost, drugačno občutenje. Je super, mislim. Ne vem, očitno se je knjiga zelo dotaknila pač tujih bralcev, ali pa prevajalcev, da so jih prevajali in potem tudi, da se to zelo zdi zanimivo. Je pa spet tako, kot je nasplošno v svetu, ne, v določenih okoljih bolj so malo raj bolj razmišljujočo, ali pa mistično, da je spet senzualno poezijo in to se pač vidi pri recepciji ali pa pri odzivih publike, tako da zdaj še vem, da bo v Latinski Ameriki najbolj odmevala pesem, ki govori o družini, ne? Jaz sem tukaj polno pesmi o starem očetu, o kakem mučenju živali, take stvari, ne? Nekje drugje bo to pa bolj blizu pač malo bolj filozofski dokumenti. Brana bi še za konec mogoče spregovorila o Adi Škerl in mogoče sprenevedanju, ne? Ada Škerl je živela v Mariboru, bila je lezbika, ampak to so na nek način tudi, ko so delali v njem življenje, pisali njeno spravno delo, želeli na nek način prezreti ali pa zaupiti. Ja. Kaj se dogaja v bistvu potem s takimi stvarmi? Jaz nisem nikoli srečal, nikoli nisem poznala njene poezije, ne nazadnje, njena poezija tudi tradicionalistična, da verjetno me nikoli ne bi samo po sebi zanimala. Sem pa že, verjetno že začel, ko sem vedel, ne vem, 14 let, sem v bistvu začel z to nesrečno homoseksualnostjo v svoji literaturi in tega se držim do danes. Vse, kar delam, je v bistvu povezano s tem. Jaz očitno sploh več vse ne delam. In seveda, poleg tega, da pišem, tudi prevajam samo take knjige, pa izdajam in seveda tudi raziskujem zgodovino. Tako da, ko sem se lotil v ene knjige Gramatika Rade in Molk, kjer sem raziskoval, pa s pomočjo sodelavcev in sodelavk, posebej ali pa nekaj v zgodovini, ki bi lahko bili istospolno usmerjeni ali niso bili in tako naprej. In potem je pač ta knjiga išla. In seveda se je to moje raziskovanje potem nadaljevalo, ali kako ne rečem, ne da se je nadaljevalo, ampak potem se pojavi spet kdo, ki ve, ali pa naleti na to, ta se pa s tem ukvarja. Mogoče bi ga pa to zanimalo. Ne? In tako je prišlo do tega, da ko smo odkrivali življenje ali pa zapuščino, ali pa nezapuščino Franceta Novšaka. In njegovo žalostno usodo in ko se je velikrat pač v stiku z raznimi ljudmi iz družine in sorodniki, ki so potem vsi vedno vse zanikali ali pa uničali vse, kar je ostalo. In en tak žalosten primer je Francet Novšak, od katerega tudi pač nič ostalo, niti družina potem ni več plačevala groba na pokopališču na Viču, tako da so njegovo žalo vrnili ali smeti. No, in pri tem odkrivanju je ne jaz, ampak Andrej Zavrl, ki je vedno v bistvu spremljal za polnatistečko, ki sem res pripravljal, v Nuku iskal karkoli v zvezi z Novšakom na rekopisnem oddelku. In tako je ta osebta, ne vem, da je napamet, ko se piše, ta, ki skrbi za rekopisne oddelek, mu namignil, ja, da pa
je tukaj mogoče tudi Ada Škerl, ki je vse življenje živela z partnerico. Ne? To je bilo vse. Ne? In potem je zavrl to mene umetno in mene začel to zanimati. In sem seveda šel do vnuk in najprej šel gledati v stari kopisni, pa vse zapuščino Ada Škerl. In tam že zasledil tudi neke sumljive stvari, ki je imela točne podatke o sorodnih glaskah in v neki beležki imela podatke, recimo rojstni podatki njeni, številko pasuša njen, potem sorodnih glaskah, številka pasuša, tudi nekaj intimna povezava. Naj potem sem govoril s tem človekom in je rekel, naj se jaz na koga obrnem, ki jo je poznal. No, potem sem pa se obrnil na marsikoga, seveda, vsi so nju obe imeli pred očmi, ampak noben nič videl, nič vedel, to še danes, to je bilo sprav ne danes, pač v 21. stoletju, tudi Mariborčani, ne bom se imenoval, znani Mariborčani celo, ki so se družili z obema, niso nič vedeli veliko odrazno, tudi doben ni več rekel, da so skupaj pokopani. Potem pa je bila rešilna bitka Oto Ljutar. Še en namik, da naj poskusim pa. Oto Ljutar je pa v bistvu predstojnik tega Zrc. In kar je dobro pri Oto Ljutarju je to, da ima sina, ki je gej. In zato mogoče malo bolj razume, kaj sem jaz hotel. In on mi je razkril, da v bistvu njegova teta živi tukaj v Mariboru in da je ta teta v bistvu povezovala, skrbela za objeti ta par, da je skozi živela in da pri teti bi se mogoče še kaj našlo. No in potem je on nagovoril, da je ona nekako poslala še neobjavljene zadeve in tam se je pa seveda vse razkrilo, dokaj jasno. Mislim, dokaj jasno niti ne, ker kako naj si jaz to predstavljam? Kratka, Ada Škerl je nekako srečala to Sonjo v Toplicah. In verjetno je bil to ljubezen na prvi pogled, bomo rekli. Ampak one dve sta morda to živeli še kot nekako žensko prijateljstvo. Mi velikrat, ko govorimo o ženskem prijateljstvu, ne razumemo tega, da je to neka neizrečena ali še neoblikovana lezbična naklonjenost. To za nazaj, zlasti za 19. stoletju, velikrat pa govorimo o ženskem prijateljstvu. In oni dve sta v bistvu zelo hitro, to je šlo, očitno mogla biti to zelo močno, ker zelo hitro je, se pravi, Sonja Glaska naj šla v Ljubljano študirati, mislim, da pravo, ker je bila vsake družine, pravnikov. In Ada Škerl je rekla, zakaj pa ne bi kaj pred nama živela? Pri njej mami, ona je živela z mamo. In čisto enostavno Sonja Glaska se je vselila k njima in potem sta oni v bistvu živeli skupaj do smrti Sonje Glaska. Veliko časa pa tudi v Mariboru, ker je bila ona iz Maribora, Sonja. Jaz mislim, da tam nista nekako skrivali to, da skupaj živita, ker vedno Taufer je rekel, ker Ada Škerl je bila na radiju, dolga leta in pač spraševal tudi ljudi, ki so z njo delali. Seveda noben ni nič vedel, ker oni so samo delali, z njo niso nič vedeli, kako to živi, pa je. Ampak vedno Taufer je vse povedal, da so pač rekli, ona, ki živi žensko, ali pa kitajska, ali pa ki ima rada ženske. In že brata Sonje Glaska, ki je študiral pravo za njo, v Ljubljani so študentje, njegovi kolegi zajebavali, da je pač živi njegova sestra z žensko. Skratka, ampak o tem se ni to govorilo,
ker je, kaj pa vem, ker v bistvu so bi to vse časi, ko se ljudje vse niso to utikali v življenje drugih, te drugi tega niso obešali na veliki zvon, zato tudi Sonja, v bistvu Ada nikoli tega ni uspela zares odkrito pisati, niti teh svojih nemških zapiskih ni tako zelo odkrita, ne. Niso pa tudi zakrat, niso niti napadali, druge niti jih niso obsojali, niti jih niso izločali, vseeno pa mogoče so bile malce na hladno, kot je Duletič, recimo, režiser Duletič pri več 80 letih, ko je naredil svoj coming out, napisal, da v bistvu, da ves čas mu je vse to, da se je vedelo, da je on homoseksualsko onemogočalo ali pa oteževalo delati filme. In pri Adi Škerl mislim, da je to njeno pomankanje moči ali pa poguma, da bi izpovedovala svojo ljubezen, ustavilo njeno poezijo. Ker ona je bila osebno spomna pesnica, ko je začela. In ko o tem ni upala več o teh svojih čustvih pisati, enostavno nehala pisati. Ja, ker recimo ta stavke ni, so zelo taka zakrčena zbirka. Ja, ona je trpela, da ni mogla pisati. Ona dejansko pri tistih zapisih začut, pa je pa pisala recimo o vojni v Vietnamu, pa nekaj, ampak to ni to. To ni to. Ona ni mogla pisati o svoji ljubezni, o tem, kako trpi, ali pa kako boli, ko je Sonja umrla. Ona tista dejansko skoraj, mislim, 49 let par in sta bile tako non-stop skupaj, ste ogromno potovali po Evropi, s fičkom ste se vsili in pač živeli neko svoje odmaknjeno življenje. Ada je bila nekaj časa še kar povezana, sta ostala generacija pisateljev in je tudi ni bila izločena. To so bili, ko so bili Matej Bor, pa Potrč, recimo, ti starejši, potem je bila čas, ker pač ni več izdajala, po letu 70, ker so prišle nove generacije. Se veš, kako je v svetu poezije, moraš biti skozi, nekako se moraš skozi gresti, nekaj moraš biti, pa peto, pa... Je doživel na žalost, v bistvu takšno ustvarjalni konec, več, če bi mogel. Branje, zdaj te še prosila, če še na kaj prebereš, ali je to za poezija? Ko si rekel, da ne? Ne vem. Jaz bi to povedal, vse. Zdaj, jaz imam vedno navado, ker vem, da ljudje bolj malo kupujejo, ki da ne mora zdaj pomešano. To sem manj. Aha. Mislim, da kar prinese svoje knjige in jih v bistvu prosto dam v to, da jih ljudje poberajo. Sam ne ti, ki so izključenci. Se pravi, tole bo potem pustil kaj na mizi, da poberete, kar hočete. Med temi so tudi slikanice za otroke, ker so malce zaobšla. Lahko še rečemo kaj? Ja, skratka, slikanice za otroke, tukaj mogoče celo kakšna slikanica, ki nima homoerotičnih elementov, celo, ampak to še nič ne pomeni, da so kaj takrat sprejete, ker takoj, ko je avtor oživel samo kot vejo, se ne kaj jaz napišem, ko da čisto razvedeti se trudem še drugim. Zadnja so možnate zgodbe, ki je v bistvu na taka slike iz zgodovine LGBT oseb, bomo rekli, in se lahko pohvali, da je čudovito ilustrirana in pa da je ravno kar bila izbrana, mednarodno izbirajo vsako leto v Münchnu, izberejo 200 najbolj zanimljivih slikanic preteklega leta in v Sloveniji so izbrali 3 in eno od teh 3 so te rožnate zgodbe. Bi pa rečemo dodala branje, jaz sem izkušnje z izposojo teh
svojih knjig, otroške literature in so zelo pogosto tudi zasedene. To pa jaz ne vem, jaz vem, da se knjižnice bolj malo nabavlja, zato ker pač to ima takoj pozna pa ne vem česa in potem pač, ker ravno ker včeraj sem dodal tekst Semoliču kako se temu rekli, heteronormativno prikazovanje LGBT vsebin v otroški in mladinski literaturi. Je to zelo zanimivo. Namreč se v bistvu je čisto jasno. Zdaj, če ti vzameš, svet je narejen po podobi moškega, bla, bla. In moški so vedno tudi potem pisatelji, ženske pisateljice, kako ne pišejo o ženskah. No, in seveda zato ni nič čudnega, da se dogaja, da ste straight pisateljice, glavno so to pisateljice, moram reči, ki pišejo otroško in mladinsko literaturo, pišejo o LGBT temah in seveda tudi učijo nas, kako naj mi pišemo o LGBT temah. Oziroma je to pisanje njihovo v bistvu na heteronormativen način prikazovanje LGBT tem in to se kritiziramo. Skratka, te knjige, njihove knjige, vedno pridejo na vse priporočilne sezname in dobivajo zlate hruške. Te naše knjige pa seveda tega ne dobivajo, vsaj ne pri nas. Se bom tudi. To se meni zdi problematično. Bi pa rekla, pri nas je manjša knjižnica, ampak je to recimo tale arhiv in Patrokles. Takoj ko knjiga je šla, mislim, da 2-3 tedna zatem je še bila na razstavnem prostoru, recimo v knjižnici, recimo mojemu otroku je bilo všeč. In me tudi vsi sposoji in tudi rezervirajo, tako da se mi to zdi... Lepo moram pa reči, da še v življenju nisem bil povabljen v nobeni vrtec ali več malo šolo. Ne mislim, sem me povabil na par gimnazij, ampak to je bilo še v 90. Podale se ne mogoče. Bi pa še mogoče ravno to problematizirala, recimo večerica Zlate hruške. Zakaj misliš, da te komisije še zmeraj, recimo, vas avtorje kot take spregledujejo, na nek način, ali ignorirajo? Si to je pozvali, če se razumijo. Zato, ker enostavno tega ne razumejo. In ker tega enostavno ne vidijo, da nekaj spregledajo. Ker je, to je tako kot moški ne bo nikoli razumel, zakaj se je pa ženska zdaj počuti nekaj odrinjena. Ker ne bo razumel, to simpel. Tako enostavno nekdo, ki vidi svet v svoji podobi in seveda blazno ljubi in tako kot avtorica Cveta Sokolov, recimo, tako je odprta do homoseksualcev. In potem ona ima 3 prijatelje, veste, 3, ki so homoseksualci. In ona potem opisuje to zgodbo tega fantka, ki ima očeta, ki živi s partnerjem, in potem ta fantek razmišlja, kako je to sicer vse v redu, pa kako bi on vsem bil rad normalen, pa bi rad bil punco, da ne bi za njim klečali, da zbede. To je to oni res vidijo, prosti. To ni nekaj, kar bi se ona zmislila, ampak oni na ta način to vidijo in to opisujejo. In jih je treba stalno opozarjati, da to tako ne gre. Na neki način zadamo odprtost, pa mogoče. Ja. Vse verjamem, da imajo dobre namene, ampak kot rečeno, od dobrih namenov se še niče ni ne vede. Žal, ne? Ja. Lepo prosim še za kakšen pesem. Ja, super bilo. Mogoče bi prebral, da ne bom prebral te mrtve Šalamuna, pa Debeljaka, pa tako naprej, pa Bitenca, ali pa koga, ki ga nišče ne pozna. Bom prebral Juan Goytisolo. Zakaj Juan Goytisolo? Ker to je bil španski pisatelj,
dokaj, bom rekel, težka proza, težka razumljiva, dobitnik vseh velikih nagrad španjic, največjih nagrad, v bistvu klasik španske moderne proze. Jaz sem se z njim srečal samo enkrat v hotelu Lev, ko sem delal z njim intervju. In moram reči, da je v tistih 2 urah, kolikor je to trajal, mi tako povedal vse. Bil že precej star. In mi je govoril o tem, kako ga je dedek, ko je bil otrok, mislim, ko je bil on otrok, ko je dedek svojno zlorabljal. Potem je govoril o tem, kako se je bojal Žan Žene po Barceloni in potem, kako je končno najdel, kako se je potem odrezal od krščanskega sveta in zlasti od Španije in našel svojo novo domovino v Maroku, kjer je našel tudi svojo ljubezen in kako je potem za tega fanta v bistvu skrbel in mu pomagal tudi, da je ta fant ustvaril družino, ker tam so pač ljudi malo bolj fluidni. In kako je potem zbolel. In tu se pa potem kasneje, ker je on intervju in potem tudi vedno bil on zelo odprt, iskren, tudi to, kako pri Slovenci, ki vse tako zakrčne, zakrknjeno, kakor Adšper. Ampak on je tudi intervjujih pred smrtjo govoril o tem, da je pač hudega raka in da se on, da bi zelo rad naredil eutanazijo v Švici, zato ker ne bi rad, da ves njegov denar gre za njegovo zdravljenje in bi rad, da ta denar ostane tudi pa za njegovega partnerja, njegovo družino. Tukaj je zelo skrbelo. No, potem nekak je ta bolezen dosti napredovala in je pač umrl in si je želel biti pokopan v Maroku na starem španskem pokopališču v vasici Larache, na istem pokopališču, kjer je pokopan Jean Genet, ker si je tako želel, tako da sta pokopana nekako nedosti narazen. Se dobro pa skupaj, To pa so sami. Dobim sporočilo, da moram nujno v Larache, da me tam čaka. V agenciji se živčno prestopam. Oni tolčejo po računalnikih in ničesar ne najdejo. Gotovo mora biti način, da pridem tja, vzkliknem. Čisto vse eno mi je, letalo, ladja, vlak, kamena. Obupan sem. Stopim ga. Pred mano čisto oska uličica, žgoče sonce. Hiše so vse nizke, bele in modre. Hitim mi se zapletam v labirintu enakih uličic, enakih hiš. Nikjer nikoga. Na križišču se mi starec in srka čaka. Ustavim se pred njim, on pa živi. Prikima in tleskne s prstom. Od nekud skoči mojc v kratkih hlačah in mi pomigne, naj mu sledi. Kar naprej se odvrača, da me ne izgubi. Vsakič je malo večji, vsakič pomižikne in se prime med noge. Ves sem že moker. Fant razmakne hiše, zapiha veter, pred nama je morje, ki se zaletava v pečino. Zastanega visoko nad njim. Prime me za roko, odrine škripajoča železna vrata v graji, čisto zrjavela so, sami nagrobniki, nekaj dreves, pod njimi ležijo psi. Vleče me naprej, skoraj do roba. Tam ga zagledam. Sedi na čisto belem kamnu. Pozdravi ga, on pa le usmeri prst nasproti, na drugi beli kamen. Sedem nam, gleda ga,
Utrujeni. Na njegovem piše Jean Genet. Obrnem glavo navzdol. Na mojem ne piše nič. Fant izgine. Dva psa ne prideta strašno počasi povohavati. Za mano bučno zalepavanje valov. Veš, kaj me zanima, se oglasi. Kaj misliš o eutanaziji? Ne, to ni Švica hiti, pa tudi, če te vabi ljubezen, ki se upira vsem normam in odkrito izreci dobrodošlico. Kislo se nasmehne. Ne, ni ljubezni, ni dobrega sveta, samo noži, bombe, zaprta usta, zaprta vrata, butasta ljudstva, glasovi množic, ki jo potajo, kričijo, hočejo kri. Skušam ga primeti za tresočo se roko, a je predaleč, ko da se je odmikal. Če bom še kaj sanjal, bom v drugem jeziku. To je zadnji, kar še razumem, čeprav še kar naprej govori, hitreje, vedno hitreje. Moram priznati, da je tukaj par citatov Juana Godisola iz romana Juan domovine, ki ga avtor konča na ta način, da potem iz španščine enostavno preide v arabščino. Zadnje tri strani so v arabščini, ki seveda španski ali katerikoli bralec ne razume. In seveda prevoda ne sme biti. Kaj pa pomeni to, da nisem nikjer zasmejal, kaj je tisti zadnji dve strani, verjetno so ti prevedli. Brane, najlepša hvala. Prosim. Upam, da se uživo, jaz sem. Ja, upam, da je bilo zanimivo. Mogoče bo se bilo v svetu, če že obiski so pač slabi, tako je tako, sploh pa če se hkrati dogaja stvari. Ja, pa mislim, da še da je pokoj vse. Hvala vam za vašo pozornost. To je bil letos tretji literarni zajtrk. Naslednji teden pa vas lepo vabim, gostja bo pa